prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je zaključni račun proračuna občine Brežice za leto 2020. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, tako kot račun, ter ne se sprejme kot samostojni dokument, ki navaja področje za razpravo odločnega računa, ki ga je pripravil ministrstvo za finance. Sam sprejeti proračun za leto 2022 je videval skupne prihodke v višini slabih 39 milijonov evrov, skupne odhodke v višini dobrih 44 milijonov. Planirano je bilo, da se primerjajo izgledanje prihodkov in odhodkov v višini 5 milijonov 470 tisoč evrov, ki se še poveča za odplačilo glavnic v višini 1 443 tisoč evrov, pokrije s prodajo gospodarske naložbe v višini 550 tisoč evrov, zanjavni kredita pri poslovni banki v višini 3 milijone 550 tisoč evrov in pa stanje sredstev na računi iz 31.12.2022 v višini 2 milijona 750 tisoč evrov. Sama realizacija prihodkov za lansko leto je bila dobrih 32 milijonov evrov in pa realizacija odhodkov dobrih 33 milijonov evrov. Občina se v lanskem letu ni neklično združevala, kot ni tudi samozadoveljnih izglednih držav. Iz zaključnega računa je razvidno, da je bil v realizaciji prihodkov in odhodkov realizacija zaključnega računa realiziran v višini dobrih 919 tisoč evrov. V računu finančnih terjatev in naložb so že prej omenjena planirana sredstva v višini 250 tisoč evrov prodaje kapitalskih naložb niso bila realizirana. V računu financiranja se je najem dolgoročnega kredita realiziral v višini 3 milijone evrov. Izdatki proračuna so se še povečali za odplačilo dolga poslovnim bankam v višini 1 434 tisoč evrov. Tako je bil rezultat vseh treh bilanc presežek v višini 646 tisoč evrov. In če tem zneskom prištejemo še stanje sredstva na računu iz leta 2021, dobimo presežek, skupni presežek za leto 2022 3 milijone 408 tisoč evrov. Ta znesek je naveden tudi v sklepu tega gradiva oziroma točke, se pravi 3 milijone 408 tisoč evrov. Večina tega se pač porabi kot za odhodke po planu proračuna za leto 2023, sicer gre za znesek 2 milijona 196 tisoč evrov. Del tega zneska 1 219 tisoč evrov pa so namenski prihodki. Oziroma presežek. Hvala. Želi kdo odborov še kaj dodati ali je dosti kaj napisano? Koliko ne bi odprta razprava. Kot vidim, ne bi interesiramo razpravo, tudi na to, da je tak stvari zamržaj, je bilo to kar na glasovanje. Sprejme se zaključni račun proračuna občine Brežice za leto 2022. Prisotnost. Glasujemo. Še en sklep. Je pa drugi sklep, ki je zelo dolg, ki ga imate napisano. Tudi to potrjeno prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to sklep določiti višine rodnine in cenikov pokopališč in drugih storitev. To bo bil Mateja. Ja. Pozdravljeni. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa višino rodnine na predlog upravljavca pokopališča sklep in določi občina, ki pri tem upošteva tudi morebitne pogrebne pristojbine ter druga sredstva namenjena upravljanju pokopališča.
V skladu z odlokom o pokopališkem redu v občini Brežice, ki smo ga sprejeli v letu 2020, je določeno, da upravljanje pokopališča izvaja občina Brežice v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Tako imamo določene upravljavce, ki so krajevne skupnosti, razen za pokopališče Brežice, katerega upravljalec je komunala Brežice. Upravljanje pokopališč se financira iz drobnin, najemnin za uporabo pokopaliških objektov in naprav, plačil za storitve grobarjev in storitve pokopališko-pogrebnega moštva, pogrebnih pristojbin, proračuna in drugih virov. Grobnina pa tako so razmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračun na podlagi seštevka vseh vrst grobov do enojnega groba. Stroški grobnine vključuje stroške za urejenost pokopališča, oddajo grob v najem in stroške vodenja evidenc. Grobnina je prihodek upravljavca pokopališča, ki se nameni za financiranje upravljanja pokopališč. Upravljavci so nam podali predloge cenikov, cene so primerljive glede na pretekla leta upravljanja določenega pokopališča. Te predlogi so priloga gradivo in se kot takvi predlagajo sprejem. Predlog akta za proračun ne prinaša nobenih dodatnih finančnih obveznosti. Hvala. Sedem razpravo. Dejstvo je, da so to predlogi. Mi moramo povedati na Nataša Sagernik, prijavljamo Krišćan Gregorič, in vzoči še prosto in zaključujemo prijave in pa prosimo Nataša. Jaz vam, sem že podala predlog na spletni strani glede urejanja pokopališč, ki pač so skrbi krajevne skupnosti. Teh pokopališči kar nekaj. Financiranje iz strani občine zagotovljeno letno 15 000 evrov za ureditev Mrliških Brežic. In to je to. Medtem, ko se pa ostali stroški in investicije krijejo iz najemnin Mrliške Brežice in pa najemnin grobnih mest. In večkrat je bilo izpostavljeno, da je ta znesek, ki je namenjen samo za Mrliške Brežice, nič ostalo 15 000 evrov prenizki za sofinanciranje vsaj investicij na pokopališčih v upravljanju krajevne skupnosti. Tu gre predvsem za škarpe, gre za ograje, gre za večje posege, ki so pač potrebni vsake toliko časa na pokopališčih. In tukaj je bil izpostavljen predlog, se mi je žal, da tudi Matej Kmetičev ni tukaj, o tem smo tudi ne razpravljali, da odpre postavka prav za urejanje pokopališč in se lahko krajevne skupnosti prijavijo za ta sredstva letno. Se pravi, da se izven tega zneska za Mrliške Brežice postavi še ena postavka ali pa poveča postavka in razširi še za ureditev pokopališč. Ne samo Mrliški Brežic, predlog je bil 50 000 evrov. Jaz bi predlagala, da se o tem razmisli, ker dejstvo je, da je to krajano zelo pomembno in je zelo težko karkoli narediti, če teh sredstev ni možno dobiti. Hvala. Ja, hvala za besedo. Kot smo slišali, je občina lahko upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva namenjena upravljanju tega pokopališča. Tega jaz v tem dokumentu nisem zasledil, in me zdaj zanima, ali je to tudi zraven. To bi pomenilo, da lahko krajevna skupnost kot upravljalec pokopališča zahteva določena sredstva, ki jih potem komunala kot izvajalec oziroma nek drug podizvajalec zaračuna svojcem pogreba. To navidezno pomeni, da bi se tu sredstva za pogreb povečala, vendar bom poskušal zdaj obrazložiti, kje bi pa mi lahko ta sredstva dobili nazaj. Se pravi, pri eni zadevi, to je pogrebno moštvo, storitve pokopališkega pogrebnega moštva se lahko zagotovijo na posameznem pokopališču, ni pa nujno. To pomeni, da komunala
oziroma svojci so dolžni vzeti pogrebnega moštva, ki ga na Vrežiškem pokopališču recimo izvaja komunala. Lahko si vzamejo od nekega drugega in po meni znanih informacijah je pogrebno moštvo na Vrežiškem pokopališču 45 evrov plus DDV, nekje na ostalih pokopališčih je nekje 20 do 30 evrov plus DDV. Tukaj smo recimo, če bi krajevne skupnosti dobile za vsak pogreb 40 evrov, smo tukaj že prišparali 20 evrov pri stroških pogreba. Naslednja stvar, ki pa je največja razlika, je pa izvajanje 24-urne dežurne službe. V skladu z 5. členom Zakona o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti piše, da je 24-urna dežurna služba obvezna občinsko-gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom. Vendar to pomeni, da je ta 24-urna dežurna služba dolžna izvesti prevoz pokojnika iz recimo bolnišnice Brežice do prostorov na pokopališču v Brežicah, v primeru, da je zahtevana sodna obdukcija in v primeru, da želi pokojnik darovati organe. Za vse ostale dejavnosti, se pravi prevoz pokojnika, priprava, upepelitev, pa ni nujno, da to izvede komunala, lahko tudi nekdo drug. Kot je meni znano, komunala si jemlje kot obvezno vsak prevoz. Podizvajalec, ki izvede ta prevoz, zaračuna 60 evrov, brez DDV, komunala zaračuna svojcem 203,88 evrov, brez DDV. Se pravi, tu noter smo zdaj prišparali nekje 150 evrov. Plus tistih 20 evrov bi bili potem v bistvu stroški pogreba manjši za 170 evrov in vsaka krajevna skupnost bi recimo za 40 evrov dobila sredstva iz posameznega pogreba. Hvala. Če ga zač? Ja, Državni zbor je leta 2016 sprejel zakon o pokopališki pogrebni dejavnosti. Namen tega zakona je bil, da se del teh dejavnosti liberalizira, da se tudi drugim izvajalcem potem pogrebne dejavnosti omogoči, da nastopijo in da ponudijo tudi svoje cene. In zakon dejansko to omogoča. Zdaj, ki ga imamo mi v tej občini, pa je, da naša občina de facto ne omogoča tega drugim izvajalcem, da ima pokroviteljstvo ne samo pokopališko, ampak tudi pogrebno dejavnostjo, pripravo pogrebov in podobno, komunala Brežice in da so pravzaprav naši krajani in krajanke svojci podvrženi cenam, ki jih določa komunala Brežice brez kakršne koli konkurence. Jaz predlagam, da gremo vendarle v duhu zakona v to smer, da se tudi drugim omogoči, da izvajajo to pogrebno dejavnost v skladu z zakonom, da se vzpostavi nekakšna konkurenca in da se na zadnji svojci odločajo, kdo bo poskrbel za pogrebe pokojnikov. Posledica tega monopola je seveda, da danes zvišujemo tudi te cene. Mene moti pri gradivu, ki ga imamo zdaj, ko dobimo kakšno občinsko gradivo, naprimer cene vrtcev, imamo tudi indekse, prikazane kakšna je stara cena, kakšna je nova. Tu to ni prikazano, zdaj, če malo primerjamo te cene, ki so predlagane pri pogrebni dejavnosti, pa cenik, ki je na spletni strani komunale Brežice, vidimo, da se naprimer izhod in zasutje normalnega groba iz 110 evrov povišuje na 150 evrov brez DDV. Tako da tu se moramo zavedati, da gre v nekaterih postavkah kar za visoko povišanje. Nisem prepričan, da je upravičeno, sploh pa ne v luči tega, da naša komunala, kot smo imeli prej, izvaja monopol pri pogrebni dejavnosti. Jaz mislim, da smo prej to mi precej stvari pomešano. Prvo, če gremo, kar se tiče predloga, da bi dali več sredstev za Vežice in podobno občina, kar se tiče teh cenikov, to so ceniki krajevne skupnosti, ki morajo biti denar namensko uporabljen za uporabljanje teh pokopališč, za vzdrževanje in podobno. Zdaj, druga stvar pa je seveda investicije v
Vežice. Vi veste, da mi pred leti enostavno teh investicij ni bilo, zato ker so se Vežice in pa vse investicije v pokopališče izvajale iz najemnih. Pol je prišlo do podvode, da se še da dodatna sredstva in mi smo dali dodatna sredstva in tudi iz proračuna smo financirali celo gradili dodatne Vežice, pa naj bo to Vežica v Kapelah, v Orešinju zdaj delamo in pa denar dajemo še za vzdrževanje Vežic. Seveda, kar se pa tiče denarja, ni problema. Vse mi delamo proračun, vi lahko rečete, da damo cel proračun za Vežice. Vendar na koncu, spoštovani svetnice in pa svetniki, vi ste tisti, da odločite, kam bomo denar dali. Je pa res, da treba povedati, da na eni strani si ne moramo prevožiti, da bomo imeli zdaj, ne vem, zlate hodnike ali pa zlate klopce na kopališčih, na drugi strani pa nimamo denarja za to, da bomo zgradili novo šolo v Vrtičah na globokem ali kje drugje. Tako da jaz mislim, da mi ogromno dajemo za pokopališča, vemo, da dodatna sredstva dajemo tudi za, recimo letos smo namenili dodatno postavko za Vrtiče, da smo 40 000 evrov, vem, da smo za Pišece dodatno zagotovili vse. Vsa stvar je pa stvar proračuna. V letu 2024 se bomo pač dogovorili, oziroma boste vi povedali, kam damo denar. Vem pa, da bi ga vsi radi in za ceste, in za šole, in za vse. Na koncu toliko denarja, kot imamo, ga imamo. Tako da, kar se tega tiče, je stvar dogovora. Zdaj, kar se pa tiče tega, kar vi govorite, ta denar, oziroma ta cenik, ki ga mi sprijemamo zato, da se nekako poenoti in v skladu z zakonom določi. Krajevne skupnosti so se odločile, koliko bojo te cenike, kako jih bojo postavile in ta denar bojo tudi nazaj investirali za vzdrževanje. Tako da jaz mislim, da tu ne govorimo o nebenih povišanjih, nebenih drugih, kar se pa tiče 24-urne, je pa zakonom določeno. 24-urno pomeni to, da ga morajo oni prevzeti v bolnici, potem morajo za 24 ur odpeljati tega pokojnika v bistvu na pokopališče, kjer moraš 24 ležati v posebnem prostoru, kjer je, mislim, da hladilnica in pa neke druge stvari. Po 24 urah pa lahko prevzamejo tudi drugi zasebniki in Ljubljano vozi. Jaz nisem siguren, da jih komunala vozi v Ljubljano pelitev ali pa v Zagreb, tisti pa vozi tudi drugi. Tako da 24-urna praktična služba je nekaj drugega, kot pa to, kar vi govorite. Tako da te cene so cene, ki jih mi praktično samo potrjujemo, ki jih po zakonu moramo včasih potrjevali sveti krajevne skupnosti, zdaj mora pa še občinski svet, ker je praktično tist najvišji od najboljših Brežice. Zato to ne pomeni nebeno povišenje na račun občine Brežice. Jaz smo eno repliko. Ja, prav. Niste me dobro razumeli. Jaz nisem nič razporaval o pokopališke dejavnosti. Pokopališka dejavnost je to, kar predlagajo krajevne skupnosti in tega se nisem dotaknil. Jaz govorim o pogrebni dejavnosti. Ker zakon določa pokopališko in pogrebno, sta dva različna pojma. Pogrebna dejavnost zajema, se pravi, izvajanje prevoz pokojnika, pripravo pokojnikov, upepelitev, pripravljanje izvedbe pogreba. In tu je ta problem, da mi nimamo konkurence. Pokopališka dejavnost, urejanje pokopališka je pa druga stvar. In tega se nisem dotaknil, dejavnost, da so krajevne skupnosti, ki so predlagali kaj upravičenje. Tako da predlog je, da gre v duhu zakona tudi naša ureditev, naša občina na način, da bodo lahko de facto dostopili do izvajanja teh storitev tudi drugi izvajalci. Lahko še dodam? Jaz bi prosil, da odgovorite, ampak danes ni prednost od tega. Jaz bi prosil dodala, da občine Brežice izvajajo pogrebno dejavnost trije, ki imajo dovoljenje, se pravi Žičkar, Komunala Brežice in Zagričarna Tivija. Tina, se upravičujemo. V glavnem, oni izvajajo vse posod in odvisno od tega, ki najame in mislim, ki se dogovori za izvedbo samega pogreba. 24 ur je pa res odvedno gospodarska javna služba, so razlike. Skratka, to, kar vi govorite, je že danes imamo omogočeno in praktično niti ni predmet tega, kar mi danes imamo naučiti. Ne, ni res. Oni so seveda izvajalci, zato ker so vsi po zakonu dobili te pravice. De facto, jaz sem omenil že de facto, pa ne more priti do tega posla, zaradi tega, ker je zaradi razlage te 24-urne službe. To je obvezna gospodarska javna služba, ja? Ja, ampak v izjemnih primerih tudi se pa slušajo za vse primeri in potem tako izvaja tudi prevzame.
pokojniki in drugi ne pridejo do tega posla. Zdaj bom pa direkt povedal, veste, zakaj je 24 ur na zakon to sprejet bil v parlamentu. Zaradi tega, ker so veliki vozili pokojnike, pa so jih doma v garažah imeli, pa so jih pol pelali v odlano, zato da so služili na tem. In to je zakon prepovedal in zato moramo imeti 24 obvezno službo, ki je zakon predpisana. Kot je pa povedala, iz Gorogrebe pa lahko izvajajo danes rečene trije in je to čisto komercialna dejavnost in je to odvisno od svojcev, koga se bojo danes zaželeli. Danes pa ne govorimo o tem, ta cenik govori samo o tej dejavnosti, kar se tiče pokopališč. Zato jaz predlagam, da to potrdimo in dejansko več ne razpravljamo o stvari, ki ni... Ne, ne pogovarjamo se samo o pokopališču. Zvišujemo cene tudi pogrebne dejavnosti. Cenik noter. In se primerljiva na prejšnje leta. Jaz bi predlagal, da zaključimo in gremo na glasovanje, kako se strinjate s tem, jaz mislim, da prav, da potrdimo, da imamo skladu s ceniki in da krajevne skupnosti ne moramo to delujemo, tako kot se misli. Glasujem. Prisotnost. Zato, da ne moramo računati izdajati. Glasujem.